kampanjami smo v projektu Trajata 2.1 želeli spremeniti navade ljudi, predvsem mobilnostne navade zaposlenih. Če želimo eno navado spremeniti, moramo najprej sprejeti odločitev, da bomo to navado spremenili, potem moramo staro, recimo slabo navado zamenjati za novo, boljšo navado in to ponavljati toliko časa, da nam pride v kri. Se pravi, če želimo spremenjati mobilnostne navade zaposlenih, moramo zaposlenim najprej predstaviti prednosti trajnostnega načina prihoda na delo, potem jih moramo spodbuditi, da to začnejo delati in jih motivirati, da to dobro navado ohranjajo. Zaposlene smo v projektu k spremembi navad želeli motivirati z raznimi članki o prednostih trajnostne mobilnosti, s plakati, letaki. Daleč najbolj uspešne pa so bile mesečne kampanje spodbujanja trajnostne mobilnosti. V teh kampanjah smo zaposlene skozi cel mesec spodbujali k trajnostnemu prihodu na delo in če so avto pustili doma, so lahko sodelovali v nagradni igri in si s tem prislužili lepo nagrado. Ljudje se zelo radi igramo, zelo radi sodelujemo pri eni stvari, vsi smo pa majčkeno tudi tekmovalni, tako da je bil to zelo dober način neke igralne spremembe navad. Kar nekaj zaposlenih prepričali k spremembi potovalnih navad. Če omenim samo eno izmed njih, v kampanji Avto naj bo doma, kolikor se da, ki smo izvajali septembra 2023, je sodelovalo preko 200 zaposlenih, ki so skupaj v 5 tednih zbrali preko 20.000 trajnostnih kilometrov, kar je bil res zelo lep dosežek. Projekt Trajata 2.1 je bil pilotni projekt na slovenskem območju. Mi smo prvi, ki smo se dotaknili upravljanja trajnostne mobilnosti znotraj industrijskih con, ki jih je v Sloveniji preko 600. Tako da smo želeli s pilotnim projektom pokazati, da se da, da če sodelujemo skupaj, če pritegnemo tako občino kot podjetja, kot inštitucije, se lahko povežemo, pomagamo en drugemu, sodelujemo z znanjem, ki ga že imamo, najdemo nove rešitve za izzive in tako dosežemo res lepe rezultate.